In prehajamo na prvo točko. Predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023 skrajšan postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 3. Predlagatelj župan, poročevalci pa Marija Kos, Bogomila Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Aleš Korjanc, Katarina Vegal, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Trauber in pa Lidija Božič. Besedo dajem gospe Mariji Kos. Izvolite. Pozdravljeni. Rebalans je pripravljen zaradi zagotovitve sredstev za odpravo posledic neurja in poplav, ki so prizadela občino Kamnik v mesecu juliju in avgustu. Po pregledu in oceni načrtovanja prejemkov in izdatkov občine Kamnik so predlagane ustrezne spremembe in korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk. Pri nekaterih proračunskih postavkah pa je predlagana samo sprememba strukture v okviru posameznih postavk, ki je prilagojena dejanskim namenom enotne ekonomske klasifikacije, pri čemer skupna višina postavke ni spremenjena. V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 40 milijonov 493 tisoč 908 evrov in so za 6 milijonov 021 439 evrov oziroma 17,5% višji kot v sprejetem proračunu za leto 2023. Pri občini Kamnik so izdatki povečani za 5 milijonov 944 tisoč 354 evrov, pri krajevnih skupnostih pa za 77 tisoč 85 evrov. V okviru predloga odloka je bila predlagana tudi nova postavka odprava posledic naravnih in drugih nesreč v vrednosti 4 milijone 100 tisoč evrov, iz katere se bodo pokrivali intervencijski stroški in stroški za nujna sanacijska dela. Hvala. Hvala. Zdaj, preden odpiram razpravo, bi predlagal, da damo besedo tudi še gospodu Jožetu Obleku, ki je vodil intervencijo, prej pa mogoče par besed še z moje strani. Torej, 3. avgusta nas je zajela ta katastrofalna povodenj, ki je neprimerljiva, mislim, v naši občini po mojem podobnega še nismo doživeli, pa to pravijo tudi starejši ljudje, takih podorov, takih na nek način katastrofe še ni bilo. Zalil nam je na nek način 4 doline, dolino Tunščice, torej Laniše, Košiše, potem dolino Bistričice, kjer je šodar preplavil en del vasi, potem pa še dolino Kamniške Bistrice, kjer hvala Bogu nismo imeli več stalno naseljenih ljudi, pa vendar smo iz te doline evakuirali prek 200 turistov iz Kraljevega hriba pri Jurju in pa iz Velike planine, potem pa še dolino Črne, kjer je bilo od sveta odrezanih vse hiše na začetku in pa dobršen del vasi tudi zasutih na višini vsaj 1 metra. Dolina Krivčevega, kjer je okoli 40 hiš, je bila zasuta cela skoraj, potem pa še potok v Črni, tudi vseh 5 hiš zasutih do višine 1 metra, Črna sama pa tudi na določenih delih in potem je ta voda, ki je bila v izjemnih količinah padala iz 3. na 4. in potem še soboto pa nedeljo je potem drvela proti Kamniku in poplavila, prestopila bregove še na južnem delu, torej v en del okoli Šolske ulice, torej Eta, Svilanit in pa hiše tam okoli Šolske ulice in pa potem v dobršen del Šmarce in pa dol Vodno Nožic zalila. Torej, poplave so bile 2 vrst, od tega, da se bili južni del Kamnika poplavljen, kjer je voda prišla pa odtekla in uničila kleti in spodnje prostore ter tudi marsikateri avto, pa do tega, da je v severnem delu nam zalil oziroma zasul dobesedno določene vasi. In kot rečeno, kaj tazga še ni bilo videti, to so bile res ogromne količine in padavini potem tega materijala, ki je bil na nek način, ki je ogrozil vso to infrastrukturo. Zdaj, uničenih je bilo ogromno občinskih in državnih cest in velika škoda je tudi na, se pravi, infrastrukturi v smislu vodotokov, ki so do dobra uničeni. Brežine so razjedene in lahko tudi večji naslednji deževi, če ne bomo hitro pristopili k sanaciji, ponovno ogrozijo določene stavbe. Zdaj, takoj 3. avgusta, torej ob 10. je bila prva intervencija, potem jih je sledil še 1000 klicev na, več kot 1000 na 112 in je sledil, se pravi, prva aktivacija gasilskih društev, ki so začeli s svojim delom
petek 3. ob 10. in končali po 14 dneh, torej v pripravljenosti so bili potem ta prvi teden, 14 dni in takrat so večino delali gasilci. Aktiven je bil tudi, se pravi, pogodbena podjetja, komunalno podjetje Kamnik, ki nam je v enem tednu sestavil nazaj že vodovoden sistem, ki je bil do dobra uničen, ker ga je Bistrica za Smodnišnico tako rekoč odnesla, desni breg in tudi vodovodno napeljavo. Do tega, da elektropodjetja so, Elektro Ljubljana je zelo hitro nazaj sestavljalo elektroomrežje, do takrat, ko pa ni bilo elektrike pri določenih hišah in ko ni bilo vode oskrbe, smo pa to zagotavljali z gasilci, postavili smo na posamezne točke, se pravi kanistre z vodo, kjer so ljudje lahko prišli do nje tudi vode, plastenke vode smo do gospodinjstev raznosili, tistim hišam, ki pa niso imeli elektrike, smo jim pa prinesli, se pravi, agregate, tako da se ni pokvarilo tisto, kar so imeli ljudje doma in smo to zagotovili, torej, da je elektrika pri vseh hišah bila. Je pa treba poudariti, da takoj, ko smo mi cesto naredili do določenih vasi nazaj, so takoj prišli za nami elektropodjetja in pa tudi komunalno podjetje. V nekaterih delih na Krivčevo so pa tudi gasilci napeljali vodovod nazaj in tukaj je res v prvem tednu smo stopili skupaj, postavili nazaj vodovodno in pa elektroomrežje. V drugem tednu smo nekako odkopali vasi, da se je prišlo do travnikov nazaj, do tega, da so lahko ljudje normalno zaživeli. V tretjem tednu smo naredili nazaj večino vseh cest do skoraj vseh hiš, zdaj jih delamo še do enih dveh v Krivčevem, pa še neke druge povezave, kjer so jih plazovi odnesli. V četrtem tednu smo naredili nazaj mostove, jutri ga odpiramo v Stranjah, kjer bo pač prvi pontonski most, ki bo tudi za pešce pa torej kolesarje zraven, poleg glavne osi. Zdaj res ena hvala vsem ekipam, ki so delali noč in dan prve 14 dni, pa tudi potem kasneje. Na terenu je bilo prek 50 bagrov, prek 100 tovornjakov in tukaj je bilo res en izjemen, smo stopili skupaj tudi vsi prostovoljci in vsi in dejansko naredili ena nenormalno velika dela, da smo zdaj po enem mesecu, torej 6. 9. po 4. 8. skoraj že na tistem, kar smo bili pred katastrofo. Dejstvo je, da bo dela še ogromno na vodotokih, na tem, da zagotovimo poplavno varnost na vseh teh območjih, ki so jih zdaj zasuli. Pa vendar smo, po mojem, na pravi poti, da tudi tistim ljudem, ki ne bojo mogli več živeti v svojih stanovanjih, svojih hišah, zagotovimo neka nadomestna stanovanja do takrat, ko bojo lahko spet živeli v svojih hišah, če bodo sploh kdaj. Zdaj z statiki, z geomehaniki in tudi z strokovnjaki iz Zaga smo te rizične objekte pregledali, jih ocenili in prišli do skupnih zaključnih poročil, katere bomo skupaj s stanovalci predebatirali konec tega tedna in najdeli rešitve, verjamem, da za vse. Predvsem tem smo odprli tudi transakcijski račun Karitas Stranje, kjer se zbirajo sredstva, mislim, da je gor zagotovljenih že okoli 80.000 evrov, pa še so pobude za donacije. Potem na občini smo, če boste potrdili rebalans, zagotovili bomo 100.000 evrov sredstev za enkratne denarne pomoči za tiste, ki so bili najbolj poškodovani. Bo se pa ta ves denar razdeljeval v skladu s komisijami, ki bodo za to ustanovljene in pa predvsem potem, ko bomo popisali vso škodo, ki se zdaj popisuje s komisijami, torej en predstavnik občine in pa predstavnik gradbene stroke hodijo 10 ekip po terenu in popisujejo vso to škodo in ko bo ta škoda zbrana, bomo na nek način lahko potem tudi preko komisije, ki bo ocenjevala, lahko tudi nekako učinkovito ta zbrana sredstva razdelili. Jaz toliko za uvod, zdaj bi pa predlagal, da besedo damo še gospodu Jožetu Oblaku, ki je vso to intervencijo vodil, pa ker ni na seznamu med poročevalci, mu morate z glasovanjem dati besede. Torej, dajem na glasovanje predlog, da damo besedo še gospodu Jožetu Oblaku. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep oziroma predlog sprejeti in vam, gospod Jože Oblak, dajem besedo in se vam zahvaljujem za vse, kar ste naredili. Hvala.
Ja, jaz bi zahvalil za besedo. Vse prav pozdravljam. Župan je že kar precej povedal glede poteka same intervencije. Tisti, ki so bili v začetku seznanjeni s stanjem v občini Kamnik, veste, da je bilo stanje lahko, rekel, milo rečeno, kaotično. Ne govorimo glede intervencije, govorimo glede občutka ljudi, ki so bili na tem področju. Naša občina je na višinskem nivoju 350 metrov na morske višine, nekje do 2200, in mi smo imeli v zgornjem delu rušilno moč naše vode, v spodnjem delu smo imeli pa pač poplave. Kot je že župan povedal, smo intervencijo začeli pred 4.8., se pravi nekje 10 po 11, 3.8. so bile prve informacije in seveda potem so se te intervencije stopnjevale. Do danes, ali pa recimo do kraja intervencije smo imeli približno 3680 ali pa 1680-1690 intervencij. Sistem pri nas deluje tako, da se prvo vključujejo gasilci, potem se pa seveda ta stvar širi, tako da smo nekje do 8 zjutraj že vključili vse službe, katere so potrebne, da smo lahko najprej zavarovali ljudi. To je bo to prvo, rešili ljudi, to je bo to drugo. In seveda potem tudi začeli sanacijo ali pa prodiranje do posameznih domov, da smo tiste ljudi, ki so ostali, začeli primerno oskrbovati. Kot je župan povedal, prvi teden smo delali predvsem na tem. Moram poudariti, da ni tukaj le gor samo vodja intervencije. Izredno rad bi pohvalil vse tiste, ki so na intervenciji sodelovali, predvsem tudi tiste, ki so sodelovali v štabu. Moram povedati, da poleg gasilcev so bili predstavniki občine, potem so bili gorski reševalci, potem je bil ta Rdeči križ in še ostale službe, ki so zraven sodelovali, zdravstveni dom. Vse te službe smo morali vključiti, da se je postopek nekako mirno in kontrolirano peljal do končne faze, to je do stanja, ki smo ga danes videli. Vedeti morate, da je bila po nekaj dnevih kritična situacija, predvsem v tem, da so ljudje dobivali nekako psihološko obremenitev od stanja, ki se je zgodilo. Eni od tega, ki so imeli hiše poplavljene, eni od tega, ki so čutili tisto noč, ki so jim se plazove sprožali, drugi potem, ko se jim je zemljišče odtrgalo. Vse te stvari smo morali kontrolirati, tako da smo tudi v tem času organizirali psihološko pomoč. Moram povedati, da zelo kvalitetno in hitro, in tudi ljudje so to pozitivno sprejeli. Ravno tako smo organizirali vse potrebne zdravstvene posege, katere so bili potrebni za tiste ljudi, ki niso mogli iti v bolnico, za ljudi, ki so izgubili zdravstvene karte, se je bila odprta se pravi ambulanta, tako da so lahko dobivali zdravila. Skratka, postopek je tekel do tega, da smo nekako spostavili ljudi v neko osnovno stanje, s tem, da smo tudi uredili zelo hitro komunikacijski sistem. Tisti, ki so se najbrž malo na teh področjih bilo, ste videli, da smo v 2 dneh je bilo mobitel vzpostavljen. To smo že opazili pri prejšnjih intervencijah, predvsem pri Žledu, kjer je bil glavni problem komunikacije, kjer ni bilo. Potem smo seveda tudi začeli počasi urejati tiste ljudi, ki so pač morali jim urediti za čiščenje okolice, čiščenje domov in tako naprej. Kot je župan povedal, bilo je tudi stanje kaotično na področju občine Kamnik, mesta Kamnik govorim, zaradi tega, ker se je v dolžini več kot 500 metrov, 600 metrov, še danes mislim, da se ne ve točno, koliko je odtrgal glavni napajalni vod za desni breg, desno stran mesta Kamnik. Ta mesto je ostal brez vode, to smo reševali tako, da smo rezervarje pošiljali, da je postavljena mesta, kjer so se ljudje prve dni lahko dobivali vodo. V rezervar v Podgorju smo polnili z cisternami, prišli so nam pomoč gasilci iz Primorske in tudi vojska, tako da smo, mislim, da 3 dni noč in dan vozili vodo, tako da je vsaj del mesta Kamnik se zagotavljati s to vodo. Potem smo v tistem času potem izvedli
zasilno ali pa se pravi začasno trajno prevezavo iz levega bregu na desni breg Bistrice pri Kiku, tako da smo vzpostavili vodovod za celoten Kamnik. Ravno tako smo potem seveda začeli dovajati, se pravi vzpostavljati vodovode za vse ostale prebivalce, tako da danes ali pa da recimo bomo rekli, ne danes v enem tednu ni bil skoraj nihče več brez vode, posamezne hiše so bile, te hiše pa še danes rešujemo tako, da imajo neke potopne črpalke, pa vodo dovažajo v te Hoboko, to je ene par hiš. Tako da v bistvu to je nekako potek te intervencije. Moram se zahvaliti tudi vsem službam, ki so bi delovali na tem področju, govorimo predvsem te podjetja, ki so pristopila z bagarji, z komunalno podjetje, potem Žurbi, Dolinšek, ne bi našteval še vse, kar sem bi kjerega pozabil, ki so takoj aktivno pristopili k sanaciji pa k reševanju pa pomoči tega in so se tudi aktivno vključevali, kar vidite najbrž tudi še danes. Dejstvo je v tem, da se je zelo veliko energije vložilo. To ne smemo pozabiti, seveda tudi ne vse tiste lokalne kmete pa sosede, pa ne vem kjerga še, ki so se tudi aktivno vključevali, da so recimo nekako vzpostavljali tiste normalne pogoje ljudem, da so kako bi rekel, dobili občutek, da se konec koncev bo najbrž enkrat se postavlja ta sistem v normalno položaj, kot je bil pred samim neurjem. Tako da to je kratek opis te intervencije, če ima dokaj zaprašati, lahko vpraša. Približno 300 gasilcev dnevno je bilo na intervenciji, če govorimo o gasilcih. Lahko povemo, da smo vse tiste, recimo, ko boste šli do domačinov, za vse te pomoči, ki so bile za bagarje, kmetje in tako naprej, so gasilci popisali, te stvari so zabeležene. Ravno tako se je dnevno dejalo poročila za vse te službe, se pravi gradbena podjetja, ki so delovala, tako da se tudi te stvari ureja. Za pomoč smo ravno tako uredili, tako da jaz mislim, da je bila intervencija, ko celoto pogledamo, kar lepo speljana. Seveda je, kot je pa že župan povedal, nas pa da čaka pa tisti del, ki bo porabil tudi največ denarja, se pravi vzpostavitev v tisto normalno stanje našo občino, kot je bila. Moram še eno stvar povedati za primerjavo. Če pogledate, pa nočem jaz nobenega se pravi kritizirati, pa karkoli, se pravi Savinja je poplavila v 3 občinah, mi smo imeli pa 4 doline v eni občini. Ta primerljivost to sploh ne moramo primerjati, koliko bo energije tukaj vloženo. Moram povedati, da je bo tudi problem psihološkega, predvsem v Šmarci, zaradi določenih, kako bi rekel, Facebook informacij. Najbrž ste tudi slišali, da smo imeli v enem obdobju informacijo o poplavnem valu, ki gre v Šmarco. Smo zelo hitro reagirali, porabili smo cel popoldne, da smo stvari uredili. Ne bi želel nobenemu, da bi dosegel to, kar so šmarski prebivalci doživeli v tistem popoldne, zato so panično letali brez informacij okrog. Dejstvo je to, da je nekdo to sprožil namerno ali namerno preko Facebooka. Mi smo gasilce takoj aktivirali, so začeli ljudi miriti, tako da smo približno do večera ljudi nekako pomirili, da od tega ni nič, da to imamo vse pod kontrolo. Večji problem je bil potem dol v domžalski občini, kjer so tudi zaradi takih informacij prožili sirene in panično bežanje ljudi na Mengaško polje je bilo res. Nimamo neke posnetke, pa niso za javnost, kaj so dejansko ljudje takrat preživeli. Mislim, da se treba tistem, ki so to povzročila, se kar upravičiti, da se jim je to zgodilo. To so take stvari, ki so se dogajali, je bilo pa še kar precej stvari, tako da moram povedati, da se moram tudi zahvaliti vse informacijski službi, ki je delovala v tem času na našem področju. Sami veste, da smo imeli zelo močno ali pa takojšnje poročanje stanju, kaj je, kaj bomo delali, predvsem zaradi tega, da smo nekako preglasovali te internetne medijske nepravilnosti, ki lahko naredijo več škode kot pa koristi.
To je ena taka stvar, katero bomo morali v bodoče tudi malo več energije vložiti, pa bolj organizirati, pa ljudje bojo morali tudi biti malo bolj samozavestni pri enem, kakšnokoli stvar lansirajo na te medije. Ne. Toliko bi mu jaz, če ima dokaj zaprašati, pa lahko povemo, kakšno stanje pa bilo, pa lahko vidite na teh slikah, kaj se je potem od tega vse naredilo, se tudi lahko. Če pa primerjam še z 90 letom, tudi takrat smo bili aktivni gasilci, jaz sem bil prisoten tudi en od vodilnih v tistem času. Moram povedati, da razlika je predvsem v tem, da je sanacija pa intenzivnost poteka intervencije bila v današnjem obdobju bistveno boljša, bistveno hitrejša, kajti takrat smo recimo imeli že problem z mehanizacijo, zdaj na enek bager smo čakali po 2 ure, po 2 urah je pa po 3 urah je prišel moja hidravlika šla, tako da smo v bistvu takrat komaj rešili tovarno Titan, da ni prišla voda do elektropeči, kajti če pride do elektropeči, ker je tekoče železo, gre lahko spodnji del Kamnika zaradi eksplozije, kar precej poškodb lahko doživi. Tako da ta stvar, jaz moram pohvaliti vse, tudi sodelujoče, pa posluh predvsem tudi župana, ki je aktivno spodbujal, da smo dejansko lahko maksimalno energijo vložili v to, da smo nekako spravili v tem času te naše doline v tako stanje, da so lahko, če bo še v septembru mir ali pa recimo lepo vreme čez zimo, normalno bojo preživeli brez kakršnih velikih pretresov. Ne. Hvala. Hvala, Jože. Odpiram razpravo v prvi obravnavi svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Besedo ima gospa Dragica Požek. Svetnice in gospodje svetniki. Dovolite mi, prosim, da tudi jaz povem in podam svoje poročilo glede na humanitarno akcijo, katera je potekala v prostorih dvorane na Duplici. Hvala Bogu smo malo pred tem prebili steno izpred prostora v dvorano, kjer smo lahko odlagali humanitarno pomoč. Že 4.8. sem bila pozvana na sam začetek v civilno zaščito Kamnik, kjer so mi dali napotke preko Rdečega križa, naj bi naročala prehrano, pakete in vodo, katero naj bi gasilci odvažali po terenu. 3 dni je to trajalo od 7. zjutraj do 9. tudi do pol 10. zvečer, odprto smo imeli cel dan. Potem pa so naši dobri donatorji, to že preko medijev in preko vsega, bili obveščeni, da je pač Kamnik poplavljen in so nam začeli dovažati humanitarno pomoč. Te pomoči smo dobili res zelo, zelo veliko. Združila so se tudi gasilska društva iz Pomurja, katera so imela 2 meseca pred to našo katastrofo poplavljeno Muro. Mura je poplavila, oni so po 2 meseca po tistem zbrali cel tovornjak, ta mal robe in cel kombi in so nam jo dostavili. Samo poklicali so, iz Kamnika ste, pripeljali bomo humanitarno pomoč, vaša številka je objavljena. Potem Radio Aktual in Radio Veseljak, en kombi robe, od prehrane do obutve, oblačil. Nogometni klub Kamnik, 2-krat poln kombi robe. Dobri posamezniki, družine in posamezniki so tudi donirali. Dobili smo vodo, donirano od Joca Pečečnika, jo imamo še vedno nekaj na zalogi, tako da imamo v krajevni skupnosti trenutno še vodo, nekaj čistil, razkožil, ogromno oblačil in obutov. Vse, kar smo dobili, razen tega zadnjega, smo sproti pakirali v pakete in gasilci so to odvažali na ogrožena področja. Z našo humanitarno akcijo in zbranim materialom smo pokrivali tako kamniško področje, Črno, Sahovico, Stranje, del Most, Šmarco in Komendo. Na razpolago sem imela, glede na to, da je občina bila tako prijazna in nam ponudila prostovoljce, 10 prostovoljcev dnevno, od odraslih skavtov do študentov. Šli so tudi na teren s tem našim gospodom iz Črne in so od hiše do hiše razvažali pakete s hrano in vodo. Želela bi povedati to, da tako združenih smo bili zdaj, ne glede, kdo je kje,
odkot si, čigavci, nismo bili še nikoli. Danes je vam hudo, naslednjič je lahko tudi nam hudo. Takšno je bilo sporočilo. Jaz bom naredila en spisek, en seznam, kaj vse imamo mi na zalogi v naših prostorih dvorane in se objavi to ali na spletni strani občine Kamnik ali na Facebooku Krajevne skupnosti Duplica, da se ta material čim prej odda tistim, ki to potrebujejo. Čeprav oblačila zdaj še težko prevzamejo, ker nimajo niti hiš toliko urejenih pa suhih, da bi jih lahko prevzeli. Imamo pa tudi in tele posle za bolnike. Ena je navadna posla, ena je dvižna posla. Če kdo pozna koga, da to potrebuje, naj pove in naj pridejo ljudje to iskati. Vodo, čistila, razkožila, oblačila in obutev. Tega imamo še dovolj. Imamo tudi stole kuhinjske, tudi to je za oddati. Seznam bo objavljen in lepo prosim, če kdo tudi koga pozna, da to potrebuje, naj mu pove in naj pride to iskati. Jaz se zahvaljujem tudi vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri naši krajevni Duplici, pomagati, izpeljati to res obsežno humanitarno akcijo. Dela smo dobro, dela smo fejst, dela smo dobro, v dobro ljudi in za ljudi. Tako, hvala lepa. Hvala, besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. Zdaj uvodoma, tudi jaz, ker sem dobil informacije strani občanov, so bili vsi zelo zadovoljni nad kvaliteto in pa predvsem hitrostjo samih intervencij. Če se pa malo navežem na rebalans proračuna, me pa zanima za 3 postavke, malo boljša obrazložitev, in sicer postavka 4505, vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila. Zdaj, tle v obrazložitvi piše, čeprav razumem, da te polnilne postaje prehajajo v last Elektra Ljubljane, ali jih je občina prodala, ali jih je dobesedno podarila Elektro Ljubljana, in nadalje, ali s tem datumom, se pravi s 1.6. od takrat naprej načeloma ne pričakujemo več kakšnih stroškov za razno vzdrževanje in tokovino in bo vse dejansko se krilo strani Elektra Ljubljana ali ostajajo kakšni stroški na občini. Nadalje postavka 5110, ravnanje z odpadki. Glede na to, da gremo skupno koncesijsko, da bomo zbrali enega koncesionarja, kar podpiram, me zanima, kako je, ukolikor ta študija pokaže, da to ekonomsko ni upravičeno. Zdaj, v obrazložitvi piše, da je treba za potrebe sistematične ureditve predmete koncesije potrebno izdelati študijo ekonomske upravičenosti podelitve koncesije. Kako je v primeru, da študija pokaže, da to ni ekonomsko upravičeno, in pa kaj zajemajo vse ti stroške, namreč postavka zajema 27.000 evrov, čeprav razumem, je to strošek samega razpisa in izbora koncesionarja, ali je tle zajet še kaj drugega noter. In pa še zadnja postavka je pa izobešanje zastav. Postavka se povečuje za 3.000 evrov, glede na to, da zaradi sovpadanja praznikov, da so zastave vesele dlje časa. Čeprav zastopam to postavko, nas pride dražje, da zastave visijo dan ali dva dlje, kakor da se jih pobere, pa se jih čez en dan še enkrat izobes. Glede na to, da število praznikov je bilo znano vnaprej, se verjetno ta del ni spremenil. Hvala. Hvala, besedo ima Duško Papež. V mojem imenu, jaz bi se pa najprej zahvalil vsem civilni zaščiti, gasilcem, pa seveda vsi, ki so sodelovali ali ki smo sodelovali tle. Pa pokazala se je res ena solidarnost, kot je bilo že povedano, in tle bi jaz res gospodu Oblaku se tudi osebno zahvalil. Veliko sem slišal, veliko sem bil zraven, kar se je dogajalo. Bi pa tle izpostavil še to, da mi kot svetniki vsi skupaj, da se odrečemo sejnin, ampak to ne do konca našega mandata, in pa seveda, da
tudi liste ali to, da doniramo, ker veste, da imamo kar nekaj denarja, saj mislim, da ste dobri gospodarji, da doniramo pač tisto, za katerega se boste odločili ali pa se bomo odločili. Seveda, rebalans bomo pa podprli. Hvala. Hvala. Beseda ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj še v mojem imenu. Mislim, da poročila gospoda župana in gospoda Oblaka in ta slikoven material povejo več kot dovolj, kaj smo doživljali in na veliko srečo preživeli. Po večini brez kakšnih hujših posledic na ljudeh. Žal smo imeli eno smrtno žrtev, ampak glede na to, ko pogledaš vse skupaj, mislim, da smo imeli v vsej tej nesreči res eno veliko srečo. Ne? Tako da, če se navežem nase osebno, zagotovo naša hiša stoji dejansko ob vodi in se nam je vse dobro išlo. Ko grem gor dol po dolini, je hujše in vse pohvale od prvega dne je potekalo res vse enkratno. Ljudje so bili zadovoljni, veliko je bilo narejenega, zdaj pa bolj se bo ta datum 4. avgust odaljeval, bolj bojo ljudje ozrti v prihodnost in mislim, da moramo tudi mi kot občinski svet se predvsem usmeriti v prihodnost. Ne. Zato imam tukaj, kar se proračuna tiče, prvo vprašanje, kakšen je bil razlog oziroma zakaj je proračunska postavka 6601 umeščena v tretji odstavek 5. člena, to, kar smo bili prej vajeni pri zimski službi. Kakšen je razlog, da se v ta člen dodaja ta postavka? To pomeni, da se sredstva lahko prerazporejajo brez omejitev. In če se naprej navežem še na proračun, pogledanega je bilo hitro videti, da v bistvu odpovedane dnevi narodnih noš praktično niso bili izvedljivi, tudi če do tega ne prišlo, kar je prišlo, ne? Ker je bilo na postavki 4755 prireditve že v prvi polovici leta, to sem opazil že v poročilu o rabi sredstev polletnem, od 250 tisoč evrov na postavki porabljenih skoraj 200 tisoč, 78% postavke. No. In vezano na to me zanima, kdo je sprejel odločitev, da se prireditev odpove, ker nekako logično je tudi z ljudmi, ki se pogovarjajo, se vsi čudijo temu, ker bi zadevo lahko obrnili v eno dobrodelno zgodbo. Logično je bilo, da se odpove Kamfest, ker se je dogajal v bistvu v tistem momentu, da so se pa narodne noše takrat toliko na hitro odpovedale, pa ljudem nekako ni jasen zakaj. Hkrati se je pa istočasno oglaševali pa reklamirali, da je Kamnik varna turistična destinacija, v bistvu skregano eno z drugim. No. Tako da to je ena taka stvar, ki sem ugotovil, da nisem edin, ki se mu to vse skupaj zdi nelogično, ampak kar se tiče teh turističnih postopkov v Kamniku, smo se lahko načudili, da je v tem mesecu kar malo. Zdaj, kaj se pričakuje? Ne? Ljudje pričakujejo odgovore oziroma predvsem en konkreten plan. Kdaj lahko pričakujejo sanacijo? Ne? Mi smo tukaj videli te 4 doline, jaz sem bil precej odrezan, niti nisem vedel, da je bilo tudi v Godič, kar nekaj hiš poplavljenih, isto v Ševku in tako naprej. Prav potočki, ki so dejansko, če se zdaj le zapeljate, potočki so prestopili vse bregove in poplavljali. In, ljudje so zaskrbljeni, kdaj bojo na vrst, ne, ker zagotovo je logično, da so neke prioritete, ne, državne ceste in tako naprej, ampak jaz mislim, da je potrebno pripraviti en konkreten plan. Predlagam tudi, da smo s tem seznanjeni na naslednji seji občinskega sveta, da bomo ljudem znali povedati, kaj lahko pričakujejo v naslednjih mesecih. Hvala. Hvala. Beseda ima gospa Karla Urh. Torej tudi z moje strani lep pozdrav vsem skupaj. Tudi jaz se moram v svojem in v našem skupnem imenu zahvaliti vsem tistim, ki so pomagali v teh težkih dneh, ki so se nam zgodili z 3. na 4. avgust in sicer
tisti, ki smo bili neposredno udeleženi v tej zadevi, mislim, da smo še mogoče mečkamo bolj občutili. Določeni seveda se pa s tem niso, oziroma tako nadalec so videli zadevo. Zdaj, če ti čepi nad glavo kar precejšnja gmota, potem verjetno ne spiš tako lahko kot nekateri, ki to od daleč opazujejo. Ali pa če imaš v hiši vodo, se zbudiš ob 6. zjutraj, prej se ne, pogledaš ven in si otok sredi jezera. To se je zgodilo našim, bom rekla, sovaščanom v Godiču. Zgornji Godič je bil kar naenkrat otok sredi jezera, 3 hiše so bile v bistvu čisto, bom rekla, na vodi, zajete z vseh strani, ker seveda vodotoki, ki so napolnili Kamniško Bistrico in seveda potoki, Bistričica, Črna, potok, skratka, to je drlo na vse načine, saj ste videli tudi slikovnega gradiva. To je bilo res katastrofa, ljudje so bili prestrašeni, kdo ne bi bil ob takih hudih razmerah, ki so bile. Drugače pa tako veliko ljudi stopilo skupaj. Najprej smo sprašvali, kaj se rabi, kaj bi bilo najbolj nujno. Tako da tudi nas so oskrbeli gasilci z vodo, ki jo je doniral Pečečnik, pa mislim, da še nekateri drugi, tudi 902 oziroma ta polnilnica na Črnivc. Gasilci so nam vsem vodo pripeljali, ker dejansko smo bili tudi v našem koncu vsi brez pitne vode, oziroma je sploh ni bilo. Hvala Bogu, drugače tisti, ki smo imeli deževnico ali pa kmetje okrog in krog, da so to lahko v bistvu svoje stvari upravljali nemoteno in pa krmili in pa napajali živali. Vendar vsi tisti, ki so bili pa po blokih, pa z eno kanglo vode, veste, na dan je pa res kriza. Mislim, zdaj se je to dobro videlo, ker tudi meni so rekli otroci v šoli, ko sem se pred časom nazaj velikokrat oglašala zaradi čiste pitne vode, so rekli, ja sej, če jo ne bo, jo bomo pa v trgovin kupili. Sem rekla, ja, ampak koliko časa pa mislite, da trgovin bo? Tudi zdaj jo ni bilo moč kupiti. Jaz bi jo rada kupila, pa jo ni bilo. Tako da jo je tudi zmanjkalo v trgovini. Skratka, to bo res potrebno nekako tudi v to vejo zagrist, da se res ta naša čista pitna voda ohrani in da ne bi slučajno prišlo do tega množičnega turističnega, kako ne rečemo, onesnaževanja. Ker sem že velikokrat rekla, da turizem, ki je nenadzorovan, prinaša s seboj samo svinjarijo. Drugače pa naši prostovoljci, ljudje iz naše okolice, učiteljice osnovne šole Stranje so zbirale hrano in druge stvari in jo tudi po paketih potem raznosile, razvozile. Ampak sej veste, ljudje so tudi nečimrni. Včasih, če nekaj zastonj dobiš, že k sosedu gledaš, kaj je on dobil. Govorim o ljudeh, ki so v Bistričici dejansko ostali na mah brez vsega. Tam smo v bistvu poskrbeli, da so te pakete hrane in pa teh oblačil tudi dobili. Drugače pa res še enkrat zahvala Slovenski vojski, ki je tudi velik levji delež v naših, bom rekla, takih nenormalnih razmerah posredovala civilni zaščiti, vsem prostovoljcem, gasilcem in seveda tudi posameznikom. Zdaj pa tisto, kar prihaja, je pa seveda pričakovanje ljudi, tako kot so rekli moji predhodniki, in tukaj bo res treba izdelati neko študijo, nek seznam, kako temu pristopiti in kako se bodo stvari v prihodnosti reševale. Tudi jaz sem pogledala tale naš rebalans, in žalosti me to, no. Določene stvari so izpadle iz NRP-ja, skratka, tudi v šoli Stranje je bila sanirana, torej predvidena elektrika na strehi, pa je zdaj so vsa, bom rekla, sredstva znižana oziroma jih ni. Vemo pa vsi, kako svet drvi oziroma kako naj bi se zaustavil v onesnaževanju in črpal vire, ki so naravni, ki so poceni, ki ne onesnažujejo. Zato mogoče razmislek o tem, da se teh sredstev ne ukinja oziroma da to zaživi.
So tudi ljudje, ki se s tem ukvarjajo in so pripravljeni pomagati zastonj, ne stane nič in mislim, da bi morali tudi to nekako zaorati v to, da se na naše velike stavbe oziroma šole in pa vse te objekte ta, bom rekla, paneli nekako montirajo in so tudi velik, bom rekla, hranilnik tega denarja, ki se troši za električno energijo. Drugače pa, kot sem rekla, res neko strategijo, kako hitro pomagati pri sanaciji. Hvala. Hvala. Besedo dajem gospe Mariji Kos za določene obrazložitve. Izvolite. Pozdravljeni. Kar se tiče proračunske postavke 4505 avtopolnilnice, so bile zgrajene z evropskimi sredstvi in občina Kamnik plačuje oziroma je plačevala električno energijo, porabo, ker je bilo polnjenje brezplačno za vse, ki so polnili. Zdaj v letošnjem letu smo podpisali pogodbo z Elektrom in sicer, da jih vzdržuje še naslednjih 4 oziroma 5 let, dokler jih mi ne smemo odtujiti. Plačuje pa stroške električne energije, nekaj stroškov, kar se pritiče pa prispevkov, bo pa še v nadaljevanju plačevala občina. To smo se zavezali takrat, ko smo začeli graditi te elektropolnilnice v občini Kamnik. Proračunska postavka 5110, ravnanje z odpadki. Ta postavka se povečuje za 17 000 evrov, kolikor je predviden strošek, ki odpade na občino Kamnik pri izdelavi študije za ravnanje z odpadki. Delno pa to pokriva tudi v procentu občina Komenda. Študija je obvezna po zakonodaji o gospodarskih javnih službah in jo moramo v vsakem primeru narediti, tudi če ne bi šli zdaj v skupno koncesijo pa enotno koncesijsko območje. Je pa na tej postavki so tudi stroški, ki jih imamo v okviru čistilnih akcij v začetku vsakega leta po krajevnih skupnostih. Kar se pa tiče izobešanja zastav, so pa pač stroški narasli, glede na to, da so zastave dejansko bile izobešene glede na praznovanja v občini Kamnik. Zdaj ostalo sredstva na proračunski postavki 6601 je pridružena v odloku za to, da lahko župan v primeru, da se zgodi naravna nesreča, podobno kot za postavko za zimsko akcijo, prerazporedi na to postavko sredstva, kadar je res nujno karkoli pripraviti. Kar se pa tiče prireditev, pa mogoče župan kakšno besedo. Hvala. Hvala, ja, mogoče še par besed. Zdaj, kar nekaj sreč je bilo v tej nesreči. Predvsem tudi ta sreča, da je bilo to poletje, da ne pozim, koliko je bilo prejšnjič 90. leta, ne, ko je bilo takoj pritisnila zima. Sreča je bilo tudi, kot je gospod Oblak rekel, da je res ta mehanizacija bila neprimerljivo boljša kot kadarkoli. Vsak, ki je imel kakršenkoli stroj, je prišel pomagati, pa naj bo to kmetje, ki so me že zelo izpopolnjene stroje, pa do podjetja Kalcit, ki je vse svoje demparje, bagarje dal na razpolago, da smo tisto soboto že cesto proti Črni vzpostavili, tako da je bila prevozna. Pa seveda vsi ostali, komunalno podjetje Žurbi, Dolinšek, tudi drugi so se nam javili, Prestor, raznih, kdorkoli je imel kaj na razpolago, nam je ponudil in je delal in v tem času enega meseca smo, ne boste verjeli, pač 600 000 ton materijala prevozili že na razne deponije. To so res take nepredstavljive številke, da si z eno, pač če ne bi imeli sistema vzpostavljenega tazga, ki smo imeli, to težko predstavljamo. In zdaj, kar se tiče sanacije, kar ste spraševali, marsikaj smo tudi že sanirali vmes. Določene ceste smo že popravili, tukaj je podžupan Uroš Pirc, so to mehanizacijo koordiniral in marsikaj je bilo že.
popravljenega, saniranega. Marsikaj bo še v tem mesecu, ker intervencijska sanacija traja do konca septembra in tukaj pač imamo prednostno za rešiti tiste plazove, ki so za stanovanjskimi objekti. Tukaj je nekih 6 lokacij, ki jih moramo prednostno obravnavati in tudi rešiti, se pravi Županje Njive 1, Stehovca 13, Košiše 5, 8, Laniše 9 in pa še nekaj lokacij, ki jih moramo prednostno rešiti in se seveda stanovalci dogovoriti, kaj in kako do takrat, ko bojo te lokacije varne. Do tega, da smo se odločili tudi tukaj soglasno tudi z občinsko upravo in pa Zavodom za turizem, da tiste nenujne stvari pač za nekaj časa ustavimo in pa predvsem tudi tiste, ki še niso bile začete. In investicija v elektrarno v osnovni šoli Strani še ni bila začeta, niti ni bil razpis še narejen in podobno je bilo tudi z asfaltiranje določenih cestnih odsekov in tudi tisto, kar še ni bilo začeto, smo ustavili in pač premaknili. Niso stvari ustavljene za skos, ampak premaknjene za tisti čas, ko bo pač to možno narediti. V tem trenutku je celotno pač naša pozornost dana v sanacijo tega območja, ki je bilo najbolj prizadeto. Tako da bo pa v prihodnjih proračunih, ki jih bomo že v naslednjih sejah obravnavali, če bo možno, če bo to stvari, ki so zdaj najbolj prizadete, že sanirane, da začnemo in nadaljujemo tudi s tistimi stvarmi, ki smo si jih zadali. Še kdo? Besedo ima Bojana Pančur. Hvala lepa za besedo. En lep pozdrav vsem skupaj. V sami intervenciji je bilo že precej povedanega, tako da bi se jaz raje osredotočila kar na nekatere postavke v predlogu rebalansa proračuna, ki lahko rečem, da so me kar malo zmotile. In sicer nižajo se sredstva za urejanje varnih šolskih poti, za pločnikov, avtobusnih postajališč. Razumljivo je, da v tej situaciji ne gre drugače, ampak pričakujem, da se v novem proračunu za leto 2024 sredstva na te postavke vrnejo nazaj in da se te projekti tudi realizirajo. Kot je navedeno, se ne bodo izvajali recimo dela na Potoku in v Hruševki. Razvidno je, da se izgradnja pločnika iz Hruševke do avtobusne postaje odmika. Za pločnik in par avtobusnih postajališč v Špitaliču oziroma Beli pa se še po skoraj 2 desetletjih še vedno ne ve, če sploh bodo oziroma kdaj bodo. Presenetilo me je v bistvu to, da sem prebrala v predlogu, da občina vsem tem času še vedno ni pristopila k odkupu zemljišč, kljub temu, da so na postavki zagotovljena določena sredstva. Tako da apeliram na pristojne na občini, da pristopijo k odkupom zemljišč, ker v nasprotnem primeru najbrž tudi projekt ne bo mogel biti izveden. In če se upravljalec državne ceste, za katerega še danes ne vemo, kdo se je z njim zmenil, s predmetno investicijo ne bo pričel, da se ta sredstva za zagotovitev te investicije zagotovijo v naslednjem proračunu. Potem se višajo sredstva na postavki 4500 za redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. Saj za vzhodni del občine lahko zatrdim, da so ceste zelo slabo vzdrževane in to že dlje časa. Naprimer, čiščenje asfaltnih mult in košnja občinskih cest zelo redko, če sploh. Krpanje udarnih jam zelo redko. Naprimer, cesta v Češnice je v katastrofalnem stanju. Potem me je v bistvu presenetilo to, da je na veliko postavkah realizacija po več kot polovici leta še vedno nič. Glede na to, da se te postavke v predlogu rebalansa niso nič spreminjale, predvidevam in pričakujem, da so te projekti v teku in da bo konec leta stanje drugačno. Predvsem so mi tukaj padli v oči vsi kulturni domovi. Postavka 4517, ograje na lokalnih cestah. Še vedno je realizacija nič, postavka se znižuje za polovico, pa vendar na tej postavki ostaja 20 000 evrov in upam, da se čim prej realizirajo že obljubljene zadeve, saj na nekaterih cestah tudi že več kot 2 leti čakajo, naprimer po 50 metrov. Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo.
Zdaj, kar se tiče postavke 6601, jaz bi razumel, da je bila ta postavka, ne vem, 200-300 tisoč, pa ne bi točen vedel, ampak ta postavka je 4 milijone 100 tisoč, ne. In zato je bilo tudi moje vprašanje, zakaj je enakovredna zdaj postavki za zimsko službo, ker vemo, da je bila za razlogom, ker nikoli ne veš, koliko bo snega padal čez zimo, ko se proračun sprejema in da ne bi imeli pol na horuk januarja rebalansa, ki bi sredstvo zmanjkalo, je zadeva razumljiva, ne. Na kontra mi pa ni razumljiv tukaj, zakaj je ta postavka tam umeščena, če imamo 4 milijone 100 tisoč predvidenih, ne. Za sanacijo, za nadaljne ukrepe in tako naprej. Zadnjič je bilo na sestanku povedano, da bo sam ta prva sanacija, da je vprašanje, če bo 2 milijona dovolj, zdaj pa postavka še enkrat višja, pa dajemo v bistvu inštrument županu, da lahko sam razporeja neomejeno sredstva na tej postavki. Zato je bilo to moje vprašanje, zaradi višine postavke. Pa nisem enega konkretnega v bistvu odgovora dobil, kaj so naslednji koraki, ne, kako bomo mi kot občinski svet obveščeni in kako bomo naprej lahko tudi obveščali krajane in krajanke, kaj lahko pričakujejo v naslednjih mesecih, ne. Ker vemo, da so situacije sploh pri vodah tako, ne, marsikaj se sliši, vezano na to imam tudi vprašanje, ko je bilo povedano, koliko materijala je bilo že na razne deponije odpeljanega, čigav je ta material, kdo bo ta material tržil. Ker zdaj smo imeli dober mesec, ko je že večkrat povedana solidarnost uspešno premagovala požrešnost, mene pa skrbi, da se bo zdaj to vse skupaj obrnilo, ne. In glede na katastrofo, ne glede na to, čigav je material ob normalnih razmerah, koncesija gor dol, jaz mislim, da tukaj bi mogla, če občina to ne more, mora država ukrep sprejeti, da se bo vedel, da ta denar od teh materialov gre na te postavke, s katerih bomo sanacijo delali, ne da bojo zdaj biznis pol se tam šli, ne. Tako da, kar se tiče prireditev, pa tudi nisem dobil odgovora. Hvala. Hvala, beseda ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Jaz bom sicer zelo kratka, imam bolj kot ne samo en predlog. No, ob tem bi se tudi jaz zahvalila vsem, ki so pomagali. Malo smo pozabili tudi mogoče občinsko upravo, ki je tudi, mislim, da v tem primeru dobro delala, mogoče ni bila toliko zelo izpostavljena. In tukaj imam bolj kot ne predlog. Vsi vemo, da se bo zdaj ta drugi del nanašal, kot je bilo večkrat že rečeno, na denar. Tukaj bo več potrebno denarja in jaz imam tukaj predlog, da bi se mogoče oddelek za razvoj in investicije kadrovsko okrepil, ker vemo, da je v igri velike vsote evropskega denarja in podobne zadeve, projekti, razpisi in ne vem, kakšna je kadrovska situacija v občinski upravi. Sem mislim, da kakšna dodatna zaposlitev, mogoče projektna za določeno obdobje bi tukaj v tem obdobju zelo prav prišla, ne? Da iz denarja, ki bo na razpolago, dobimo tega denarja čim več. Hvala. Hvala, beseda ima Jože Korošec. Ja, hvala lepa za besedo tudi v mojemu imenu. Se pravi, se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali v teh katastrofah, ki so doleteli občino Kamnik. Glede na to, da tudi ni veliko časa, bi samo mogoče par postavk tlele me zanima, zdaj na teh, se pravi na postavki za gozdne ceste je kar nekaj denarja, mislim, tam nekje 192 tisoč evrov, pa me zanima, ali glede na to, da je te mehanizacije zdela je kar brkanje v teh zadevah, se pravi odlegor okrog v teh sanacijah, ali bo ta razpis izveden in tudi seveda gozdne ceste so bile tudi kar močno poškodovane po celi občini, sploh ta severni del, vključno do Motnika. Me zanima, če bo ta razpis se objavil in če bo seveda moč dobiti nekoga, ki bo to izvedel. Pol druga zadeva je mogoče, zdaj ne vem, država pač obljublja to povrnitev intervencije 100%, zdaj nekje 40%, kukor sem jaz razumel, nekje v letošnjem letu. Ne vem, je tle noter ta denar v tej se pravi postavki 4 milijone 100 tisoč, je to tukaj noter smatrano, ali se pravi dober prenos je bil sorazmerno velik, se pravi proračuna iz lanskega leta, ali se bo mogoče občin potrebno zakreditirati v tem primeru, če država
seveda ne bo se pravi izvedla to, kar je obljubljeno. Pa potem seveda tle Črna Bistrišica, Kamniška Bistrica, Tunce, seveda izredno katastrofa. Tudi Tuhinjska dolina je doživela, sam do zdaj pač kar nekaj manjših teh zadev, sploh po cestah gor proti tla, se pravi Selan gor, pa potem Snovik, Hruševka, nekje do Šmartna, naprej gor potem ta del ni bilo več tako obilnih padavin. Tudi tle je kar nekaj utrganih zadev, se pravi mostov, pa asfalta potrganega, bankin in tega, tudi to bo verjetno prišlo nekako, treba se evidentirati, pa v dolgoročnem roku, da se to pač neka stanje normalizira naprej, da bo ta prevoz, verjamem pa, da to ne moramo preverjati seveda s tem 4 dolinam. No. Tako da enostavno ta sever občine do nekje do Tuhinja, tle do Šmartna je bil kar komplet zajet z velikimi padavinami, seveda res pa je, da ni takega zaledja tu v naših koncih gor, se pravi tam nekje višina 1100-1200 metrov, to je pa nekje iz Velike planine, ki je 1600-1700 metrov. Tako da jaz upam, da bodo, se pravi, zdaj prišla na vrsto te sanacijska dela, ki jih bo treba seveda prioritetno, pametno razmisliti, in jaz zaupam občinski upravi in županu, da bodo to izvedeli, hkrati pa tudi mislim, da je z teh postavk kar nekaj na plus, na minus, ne bom se vsake posebej dotikal. Mislim, da so bile pobrane zadeve tam, ker res ni nujno, in da bo potem v doglednem času tudi te postavke. Hvala, Jože. Glede tega, kar je tudi gospa Bojana izpostavila, torej tiste investicije, ki niso bile še začete, in pa tiste, ki pač niso bile nujne, smo denar vzeli in ga dali tja, ker smo zdaj za sanacijo teh nujno potrebnih stvari. Torej, govorimo o grajah, pa o varnih šolskih poteh, ki tiste, kar ni bilo začeto, smo prekinali, je pa tam pločnikov po Rebru, ker je bil začetek, ga bomo dokončali seveda. Ne. Tisto, kar pa še ni bilo začeto, pa smo rekli, da bomo predstavili v naslednje obdobje. Glede postavke za gozdne ceste ni še realizacije, je pa že zaključen razpis in pa izbran izvajalec za popravilo teh cest, bo pa ta seznam spremenjen glede na potrebe tudi zdaj poškodovanih cest na poškodovanih območjih. Glede postavke 6601 je pa tako, da dejansko smo imeli letos seveda največjo katastrofo poplave, pa vendar že prej 2 katastrofi. Ena v juniju v Motniku, ki nam je naredila ogromno škode, poplavila vse stvari in tudi dejansko poškodovala brežine rek in to. Zdaj druga je bila pa neurje 19.7., ki je tudi naredil ogromno škode. In tudi že te 2 katastrofi bosta plačane iz te postavke. In če se nam še kdaj kaj takega ponovi, da imamo vir denarja, da bomo lahko tiste račune plačevali, da ne bomo cel poletje trepetali, ali bomo račune lahko plačali ali pa ne. Zato je ta postavka podobna kot tista za zimsko službo. Torej, če se nam nekaj zgodi, lahko gor naknjižimo račune in tiste stvari plačamo. Glede teh prireditev je pa tako, da bo najbrž na Ticu razmišljajo, da bi organizirali zahvalno dobrodelno koncert, ki bo 30.9., pa bo orkester Slovenske vojske, pa bo to nekako nadomestilo za narodne noše v športni dvorani v Kamniku in da bo to nekako zahvala za vsem, ki so pomagali in pa tudi dobrodelno v smislu, da se bo zbirala sredstva za te prizadete in potem pač bo nakazano na Karitasu in pa oziroma tistim, ki pomoč potrebujejo. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo v predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023 v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep v prvi obravnavi sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo v predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena, s tem pa tudi današnja seja. Iskrena hvala tudi vam, spoštovane svetnice in svetniki, ki ste s tem prispevkom pomagali pri tem, da bomo to bitko dokončali kar se da uspešno, torej da bomo plačali vse račune in da bomo dejansko čim prej prišli v normalnost. Iskrena vam hvala.